Zabavni in pikantni duo komediji Razočarana gospodinja pri seksologu se znani seksolog Roman Vodeb loteva razočarane gospodinje Lize Kurz oziroma se ona loteva njega. V njunih odrskih dialogih mrgoli ogromno poučne seksualne pikantnosti, različnih pogledov na življenje, odnose in seks. Posebnost predstave je tudi začetno sproščanje z odrsko hipnozo in zaključni paritveni ples. Komedija, v kateri boste videli najboljšo plesno točko kadarkoli, prikaz prave hipnoze ter se nasmejali do solz, pa je ponekod nezaželena in čeprav v njej ni ničesar političnega, jo levo usmerjeni odločevalci, če je le mogoče, prepovejo, izbrišejo, ne oddajo dvorane ali celo, kot je to storila Lina Habjanič iz stranke Levica, ponudijo, da sami odkupijo dvorano, da le ne bo na ogled. Naš gost je avtor in tokrat tudi igralec Roman Vodeb. Gospod Vodeb, lepo pozdravljeni, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Lep pozdrav. Kaj je v tej predstavi takšnega, da je pri nekaterih povzročila toliko negodovanja? Ja, jaz sem skozi kulturno predstavo, scenarij, režija, jaz sem glavni igralec, imam soigralko, profesionalko, poskušal družbo vrniti v tisto tradicionalnost, retradicionalizacija se mi očita, tudi te dopisi, ki romajo na vse te direktorje kulturnih domov, tudi župane, pač Levica to pošilja, bodi si z veliko pisano ali pa kakšni predstavniki Gibanja Svoboda ali pa SD-ja. Oni mi očitajo, da res sem antifeminist, kar pomeni, da se borim za to, da sta spola različna. Tradicionalnost v družbi je nekaj, kar je meni sveto, skozi psihoanalizo pa to argumentiram. Meni ne pustijo predavati, že 10 let, odkar sem sesuval tisti prvi družinski zakonik, zato se tudi suvereno deklariram, da sem levičar, da bolj boli, da ne bodo vsi mislili, da sem leva scena zapada, da celotna leva scena zapada v ta LGBT feminizm ideologijo. Jaz kot levičar iz Trbovelj poskušam skozi psihoanalizo v predstavi na humoren način razložiti, zakaj sta spola različna, da morata biti različna, da harmonija družine obstaja in je lahko harmonična, če je ženska ženstvena, moški pa malce bolj testosteronski, faličen, ampak moralno razsoden. To je point te moje predstave. Seveda pa, če želim to odmevno narediti, sem pa malce jezik vulgariziral. Teoretsko sem korekten, tam ni nobene seksualnosti v kakšnem dotikanju, ampak je pa retorika taka pikantna, mislim, pikantna. Včasih uporabljam tudi ta bolj trbovski jezik, knapovščino, rudarski jezik in to zdaj boli. Tisti, ki so se to ogledali, sicer večina, rekel 95% ljudi je kar navdušenih, nekateri euforični, potem se pa najdejo pa posamezniki, to so pa aktivisti, ki se načrtno odzivajo tako, da pišejo protestna pisma, bodi si po predstavi ali pa pred predstavo. Zdaj na Ptuju, tudi v Domžalah, v času Dneva žena, so mi pred predstavo zagodili tako, da so predstavo hoteli odpovedati. To so aktivisti, ampak to so sameni primeri. Jaz sem klical na Ptuj, so rekli, to je neka margina, to so neke zblojene feministke tam z Levice. Tako da jaz ne delam drame pa znajo delati pa pač kravatarji, župani, direktori, direktorice, ki dobijo svoje direktorsko mesto ravno zato, ker so politično lojalne, večinoma pa levo lojalne. Se igram tudi malce duhovščini na živce, tudi v kakšnih domovi, ki so malo krščanski, tudi težko tja pridem, ker pač predstava resnici na ljubo je malce retorično vulgarizirana. Lina Habjanič iz stranke Levica pa je ponudila celo denar, da se ta predstava ne bi odvila. V imenu koga je ponujala ta denar in kako to komentirate? Seveda, kot psihoanalitično razmišljujoč, znam profilirati. Jaz vem, tole so mi tudi povedali, da ta Lina Habjanič je zelo ranjena duša, težave z očetom,
v družini. In te ranjene duše se name spravljajo in mi podtikajo, da sem ne vem kakšen mačist. Ne, jaz sem napisal knjigo Prvi spol. To je knjiga, ki je posvečena ženskam. Jaz obožujem ženske. Rekel, meni so astrologi rekli po horoskopu, da imam najvišjo stopnjo ljubljenja žensk, da imam Venero v levu. Ne, jaz to vem, da je tako. Ne. Potem mi pa potikajo ne vem kakšne perverzije, da sem, ne vem, da žalim ženske. Jaz absolutno žensk ne žalim, se pa norčujem iz moškin, ne, ki jih enačim s feministkami. Bodi si lezbike, bodi si te aseksualke, aktivistke, ki jim je seksualnost španska vas, ne, govorim, operiram s Freudovim konceptom zavidanja penisa, ne, in jih razgalim. Ne. Se pravi, jaz skozi psihoanalizo razložim, zakaj sta spola različna, zakaj feminizem, iz katerega nevrotičnega centra, ne, iz katere ranjenosti se napaja ta aktivizem. Ne. Sej večina žensk, ne, ki se vidi tam noter, ne, to strašansko odobravajo. Nekaterim je malce neprijetno, ker je retorika res malo močna, ampak poučna. Ravno zdaj ene ženske so pisale neke dopise, pohvale, ne, ker mene pa večina ljudi, ki pridejo na mojo predstavo, me hvali, ne, tisti, ki pa predstave niso videli, tisti me grajejo. Tu in tam se tudi najde kakšna ženska, ki je bila mogoče skozi otroštvo ranjena v kakšni spolni zlorabi, ne, tudi Nuno sem že imel na predstavi in je po 5 minutah zbežala iz predstave, ne, ker tiste zadnje resnice, ki jih jaz tam povem, na všečen način ali pa rekel, tudi malce bolj pikanten, pa piker način, ne, te zabolijo nekatere ljudi, ampak to je kmečka logika, ki jo jaz analitično, psihoanalitično argumentiram. Zato je predstava zelo poučna. Centralne Ptujske dvorane direktor Srpčič ni želel dati v najem, potem ste se želeli preseliti v dvorano Ptujske gimnazije, na kar so se oglasili nekdanji maturanti, ki so napisali protestno pismo, čeprav se je videlo, da predstave niso videli. Zdaj jaz bom rekel, predstava je mladini prepovedana do 18. leta. Feministkam, duhovščini, nunam, rekel, političnim aktivistom levice je to odsvetovano, ne, aseksualke raj to naj ne gledajo. Levica je perverzno hotela odkupiti, torej dolg, 600 evrov je bila ta predstava. Oni so želeli, ravnatelju so dali Šerugi, Boštjan Šeruga je ravnatelj, tudi podžupan Ptuja, da bi oni plačali to predstavo. Mi investiramo, nam kulturno ministrstvo, Asta Vrečka, nobeno ministrstvo za kulturo nam nič ne da. Mi moramo investirati, ne vem, 1000 evrov za reklamo. Mi imamo strašanske zgube, lahko, ne. Mi smo čez 100 ljudi pritegnili v dvorano, ki spremlja 400 gledalcev. Srpčič absolutno ne dovoli v gledališče, ne. Ta predstava sodi v gledališče, jaz ne dobim povsod po Sloveniji teh dvoran, recimo večja mesta, jaz v Ljubljani ne dobim normalne dvorane. Maribor, tam je neka Rukavina, ne pusti. Potem je tukaj Krško, Novo mesto, Koper, tudi Kranj, recimo Jesenice so mi odpovedali, že dogovorjeno predstavo. Skratka, kulturne prireditve, ne, in to je spodobna kulturna predstava, kljub temu, da je ta močna retorika, ampak nobene golote, ne, sodobna gledališča ima tam neko goloto, perverzije, tam neka Olja Grujič, tam neki spulja, umetnica, se gola sprehaja, si v vagino rine neke korenje, bučke. Mislim, tisto je visoka umetnost, jaz pa tako malo humorno, moram reči, da se enormno smejijo, jaz pa ne bi smel, ne. Mislim, to in s temi podkupninami, pa protestnimi pismi, ne, ker mi imamo pa posnete ogromne aplauze, ko moram se reče, priti nazaj na oder. Tale moja Mina Manojlović, srpska igralka, sicer 10 let živi v Sloveniji, ne, to je briljantno odigra to vlogo, tudi prejšnje 3 soigralke so bile fantastične, ne. Tako da je folk, če je neobremenjen, če niso politično involvirani na levo stran, z užitkom gleda to predstavo, ne. Tako da jaz nameravam, oziroma mi skupaj, King Kong teater, to predstavo vsaj do 400
ponovitve, zdaj imamo 370, potegniti, ne, celo poslovilno turnejo še planiramo in upam, da bodo župani intervenirani, saj tisti, ki so sredinski ali pa mogoče desni, da se nam v jeseni pusti nastopa tudi v večjih mestih, ne, da ne bo ta aktivizem posegal še v kulturo, ne, ki ne bi smela biti politična. Torej nam lahko poveste, kje in kdaj bomo Slovenci lahko videli še kakšno predstavo? Za jesen ne vemo še, ne, ker obljublja dvorano, potem, ko vidijo razočarano gospodinja pri seksologu, potem pa vidijo jaz kot neigralec, jaz nisem politični aktivist, ampak skozi politično komentatorstvo, predvsem na tem faktorju, sem odmeven, ne, sem konzervativen in ko vidijo, da jaz igram, da sem scenarist, režiser, pa da sam sebe igram, potem naknadno odpovejo že dogovorjene, že sklenjene pogodbe. Ne? In to je ta paradoks, zato apeliram. Ljudje, ki bi me radi videli v teh, pridemo tudi v razne vasi, ne? Zdaj smo bili v Bertokih, bi rekel v nedeljo, ne? To smo imeli 130 ljudi, res da sama bolj upokojenska populacija, ki bi istočasno nek koncert, manj da si date v Kopru, ne, drugače mi 320 ljudi, recimo Nova Gorica, Murska Sobota, pred korono, 320 ljudi, v dvoranih primernih, recimo 400 ljudi, bi Maribor, Ljubljana, to napolni, sam ne dobimo dvorane, ne, tako da apeliram, če ima kdo moč odločanja, da malo pritisne na te direktorje ali pa župane, da se nas ne spotika, da mene osebno se ne spotika, tudi soigralko se ne spotika in da pač ta predstava je vredna ogleda, kljub temu, da je malce bolj pikantna, ne, ampak zelo poučna. Hvala za odgovore in lep pozdrav. Hvala vam, da ste me poklicali.